En lep dober dan iz Konjskega vrha. Lep pozdrav. V sončnem dnevu, jutro. Ja, počitniškem, spokojnem, pravkar smo popili kavico. Skratka, v enem prijetnem dnevu. Končno nadaljujemo naše srečevanje. Kar nekaj časa naju ni bilo. Nekateri ste že pogrešali naša srečanja, ampak na koncu šolskega ali tega aktivnega leta se tako zgostijo stvari, da nam tudi ni uspelo najti časa, da bi posneli. Tudi sam sem imel tako zelo zgoščeno obdobje in danes je čas, da se družimo. In če se spomnite, tako karte smo igrali in iskali tisto, o čemer bomo razmišljali, in na koncu nam je ostala ta zadnja karta, ki pravi: ne jemlji se preresno. In sam sem ravno sinoči bral zelo zanimiv intervju, ga priporočam, v sobotni prilogi Dela z italijanskim umetnikom, torej glasbenikom, mislim, da tudi dramatik, Moni Ovaldi. Govori pa ravno o duhovitosti in je rekel takole: duhovitost je umetnost tistih, ki se znajo samim sebi smejati. Svoji nerodnosti namreč, da bi se izognili skušnjavi, da bi se jemali preveč resno. Najnevarnejši malik, ki ga človek lahko ustvari, je on sam. In potem doda zelo pomenljivo misel: če bi diktatorje tega sveta vzgojili v samo posmehovanju, nikdar ne bi postali to, kar so, prej bi crknili od smeha. Ker so v bistvu res, ko gledamo te diktatorje ali pa te samodržce, pa te, ki se imajo strašno pomembno, v bistvu se niti ne zavedajo, kako so smešni. Problem je edino v tem, da jih mi jemljemo preresno, ne. Ampak jemljamo jih pa resno ravno zato, ker ta omenjene, zaradi na nek način nismo bili vzgojeni v samo posmehovanju, oziroma zame je izraz posmeh žaljiv, da bi se znali sami sebi nasmejati v svoji realnosti. Ne, to se mi zdi. Tudi oni niso bili očitno vzgojeni v tem. Seveda ne. Vzgoja v bistvu je tisto, ne. Ti že od malega gledaš, ali me vidijo vrednega, ali me vidijo pametnega. Ne, in v bistvu se sami na nek način v tem pristopu ukalupimo, oziroma se jemljemo preveč resno, ne, ali me vidijo, ne, da sem, kot moram biti, ne, in potem se bojiš lastnih napak, potem prikrivaš to, ker bi mogel vedno izpasti perfektno, ne, ampak nismo vedno perfektni. Mogoče smo ravno takrat, ko želimo biti najbolj perfektni, ko se nam zgodi nerodnost, najbolj smešni. Se spomnim, ko sem bil še na Ptuju pater, ne, župnišče je bilo na eni strani glavne ceste, Potrčeve ceste, cerkev pa na drugi strani. In do cerkve je vodilo stopnišče in se spomnim, kako sem nekega lepega dne v tisti dolgi redovniški halji šel po stopnicah, ljudje ravno v tistem, bi rekel, zgoščenem obdobju, ko so se vračali iz službe, ne, in kako sem stopil na obleko in sem zaril tiste betonske štenge, ne, kako sem se hit pobral, pogledal tako, ali me je kdo videl, ne. Zdaj nekateri so se delali uvidevne, kakor da niso videli, ampak to je smešna situacija, ne. Življenje nam ponudi toliko priložnosti, da se nasmehnemo na svoj račun, ne. Ampak da se nasmehneš na svoj račun, te pa mora nekdo osvoboditi k pristnosti tvoje osebnosti, k pristnosti življenja, ne pa k idealnosti, ne. To, da te pa skuša nekdo narediti za čim bolj ustreznega, dejansko te pa oddaljuje od tega, kar smo v človeški realnosti. Na eni strani, smo, bi rekel, kar, po drugi strani smo pa tudi nebogljeni, ne? In v življenju se nam zgodi veliko takih stvari, po katerih se lahko nasmejemo, ne? In če se nasmejemo
bližnjim v njihovo narodnost, ne, ker to v bistvu prepoznati komične situacije vendarle znak inteligence. Ne. Zakaj se ne bi tudi drugi nasmejali na moj račun? Pred kratkim sem bil v neki druščini, ne, predstavitvi knjige, ko mi je pač lepo počel pas. In kaj, ne? Potem sem hlače kar naprej vlekel gor, lahko bi se sprenevedal, da bi bil tlo neopazen, najboljše je poveš, počel mi je pas, smejte se, ko si bom hlače gor vlekel, ne? Zakaj ne? Zakaj ne bi ponudil smeha na svoj račun, zakaj bi mogel biti vedno, veste, tisti, bi rekel, poštirkanih normativih. Ampak mislim, da si bil v teh poštirkanih normativih kar nekaj časa, sploh če se spomnimo tvoje biografije, lahko beremo o tem, kaj ti je dejala modro mama, ko si odhajal od doma. Zanimivo, ja. In edino, kar sem si zapomnil od napotil, je bilo, Karli, pogled, da se ne boš imel preveč resno, ne? Ja, to je zelo, zelo dobro napotilo, ampak dejansko se potem mi vračamo k temu, da se ne jemljemo preveč resno. Da vemo, da smemo biti v pristnosti, ne da smemo, da moramo biti pristni. Ne? Ker v bistvu, če se ti jemlješ strašno resno, to pomeni, da tudi pričakuješ, da te bodo drugi jemali samo resno. Ne? In kar naprej preverjaš, ali mi vidijo resno, ali me vidijo ustreznega. To je ena strašna, bi rekel, zaslužnjenost. Ne? To je izguba svobode. Ti dejansko si natakarski človek, to pomeni, da drugim ponujaš, strežeš tisto, kar od tebe pričakujejo. To je natakarska služba in se na nek način samo ponižaš. Ne? Ko pa sprejmeš v polnosti svojo človeško resničnost, dejansko se pa osvobodiš. Ne? In kar je, ne, tudi bližnji se ob tebi lažje osvobodijo, ne? Ker ti naša zapetost potem tudi bližnje zapne v narejenost. Ne? Naša sproščenost, to ne pomeni, da se razpustimo, ampak naša sproščenost pa bližnjim omogoča, da so tudi z nami v nekem pristnem, žlahtnem odnosu in potem ni več osamljenosti, potem se prebudi tista sočutnost, tista medsebojna zaznavnost v realnosti življenja. Ker številne osamljenosti temeljijo prav v naši narejenosti, v tem, kako bom izgledal, ne, v naši fasadi. Dejansko osamljenost se premaguje pa v pristnem stiku s človekom, ko si preprosto v svoji zgodbi to, kar si, tudi v nerodnih situacijah, takrat smo pravzaprav najbolj simpatični. Sam celo menim, da so si od tiste predstavitve knjige ljudje zapomnili najbolj to, da mi je počel pas in da sem si kar naprej vlekel hlače gor. In zakaj ne? Zakaj ne bi bili simpatični? Zakaj ne bi bili pristni? Zakaj ne bi s tem pomagali tudi bližnjim k njihovi pristnosti? Ne? Ampak je to, mislim, da en čas potreben, da se opominjaš, da zoriš, da si upaš biti pristen. Ja, v bistvu človek je ustvarjen, hoče imeti svobodo, ne? Ampak ravno v tem hotenju biti svoboden priješ do nekih momentov, ko se ti zdi pa res, bi rekel, utesnjujoče, ne? Duhamorno, ne? Igrati pričakovane vloge, kar naprej biti v tej natakarski postrežbi, ali, da se postrežeš, ne? V tisti, bi rekel, ne vem, kakšni pričakovani primernosti, ne? Ko pa ugotoviš, ne? Ko se pa povrneš nazaj v to obnebje pristnosti, je pa osvoboditev. Ne? Ti si to, kar si. Seveda moraš imeti pa poosebljeno spoštljivost, ne? Odgovornost, tisto, ne? Da nisi razpuščen, ampak da si samo, bi rekel, zdravo sproščen. Ne? Nazadnje sem ravno o smehu, kako ne smemo jemati zadev preresno, ne? Kako je ironizacija lahko tudi v službi osvobajanja pisal, ne samo v tistih Jaz Charlie Chaplin oziroma Jaz Chaplin Charlie, ampak tudi recimo v zajetnem delu Stanimo v suženjstvu zakleti je 13. poglavje namenjeno prav poslanstvu ironizacije, ne? Kako ironija, smeh osvobajata družbo iz zateglosti, kamor jih
kamor nas želijo zategniti manipulatorji in diktatorji, ne, ima izjemno vlogo. Ne. Tudi v knjižnici 95 tez pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od krematizma je zaključni del teh tez namenjen prav smehu, ne, ker osvobaja. Sem osebno prepričan, da je tudi Aristotel v drugem delu poetike, naslovljenem Komedija, se je pa izgubil, ne, ta del pisal o osvobojajočem pomenu smeha, ne. Da ne vidiš sveta samo resno, ampak da ga vidiš tudi v njegovi komediji. In če danes pogledamo situacijo v svetu, je ta krasni svet res nori in če govorimo, da je kot s Shakespearovimi besedami, da je ves svet oder, mi pa igralci, potem gre danes res za eno ogromno komedijo in je nespodobno, da bi to komedijo jemali resno. Razločevati moramo, kaj gre za res, kaj pa je tisto, kar je vredno smeha, bom rekel celo posmeha, ne, ironizacije, ker gre res v tako skrajne oblike norosti, da je to jemati resno, neresno. Tako, in smejmo se. Ja, počitniški čas je čas, ko slečemo, danes je tu na Konjskem vrhu še malo bolj hladno, zato smo še malo bolj oblečeni, ampak je čas, da kaj snamemo iz sebe, ne, da smo bolj lahkotni. Mogoče bi premislili, kako bi sneli kakšno narejenost, ki nas utesnjuje, da bi bili bolj pristni, bolj to, kar smo, bolj osvobojeni, bolj sproščeni tudi potem za medsebojne odnose. Ena taka, bi rekel, naloga, ki ni enostavna, je pa potrebna, kajti preveč nadevati na sebi je zatohlo, potem človek švica pod temi bremeni, ne samo pod oblekami, ampak pod tudi tistim, kar smo nadeli nase, pa ni v znamenju naše človeške pristnosti. In lepo vas pozdravljava. S Konjskega vrha.